mi ti najprej naredi enega slonovega naprej, ja, pa enega zajčiga nazaj, pa 4 mišje naprej, pa enega žabiga nazaj. Ja, nisi rekel hvala se podmizovala, gremo kar nazaj. Ja, glejte, pač igrca, ne, ampak ob današnji Božji besedi iz Lukovega evangelija, 17. poglavje, vidimo, kako je pravzaprav hvala reči tudi kar pomembno. Ker Jezus je danes pohvalil enega od ozdravljencev. Namreč, slišali smo, eden izmed njih pa se je vrnil, ko je videl, da je ozdravljen in je z velikim glasom slavil Boga. In ta je bil Samarijan. In Jezus pravi, kje so pa še ostali, ker ozdravil jih je več. In pač bil je samo ta tip, ne? Pač Samarijan. No, v glavnem, kratko, hvala in zahvala Bogu daje čast. Povem samo en hiter primer o enem duhovniku. Ena gospa ga je enkrat videla in rekla, vesel, tak, ampak že ful star. In ga je vprašala, kako da ste vi tak vesel, kako da imate tak lep obraz. In on je rekel, ko sem bil majhen otrok, sem videl vse ljudje so okrog jamrali, tole ni dobro. In sem rekel, naša nehvaležnost Boga žali. In sem se odločil, vedno bom rekel Bogu hvala. In do danes se tega držim. No, in upam, da bomo tudi mi delali tako. Torej, pazimo, ne hvala se podmizovala, rečimo hvala. Srečno.